Vse nas seveda zanima, ali boste zaradi manjšega števila okuženih pri nas tudi vi, ki ste očitno zdaj doma in pred televizorjem, še letošnje šolsko leto spet odšli v šolo. Trenutno na Ministrstvu za izobraževanje tega še ne more potrditi. Če bo zdravstvena stroka to odobrila in bi lahko zagotovili izpolnjevanje vseh zahtevanih ukrepov, se lahko zgodi tudi to. Kakorkoli, trenutno največ energije usmerjate v dokazovanje znanja. Čeprav je pouk na daljavo malo drugačen in so učitelji dobili navodila, naj bo obseg snovi manjši, to še ne pomeni, da učenja ni. Zato smo vam skupaj z učenkami in socialno pedagoginjo iz Osnovne šole 1 Murska Sobota pripravili nekaj nasvetov, kako v glavi obdržati čim več podatkov. Zlato pravilo pa je, pa ne zavijajte z očmi, sprotno delo. Torej, vsak dan malo. Drugo ocenjevalno obdobje se konča 21. junija. Večjo težo pa bodo imele ocene, ki ste jih pridobili še pri pouku v šoli. Moj dan se začne s šolo in pospravljeno mizo, ker se najlažje učim, ko je vse na stolu. Moj način učenja je predvsem branje in ponavljanje snovi v zvezkih, delovnih zvezkih, učbenikih. Snov si večkrat preberem, šele nato lahko začnem izdelovati spiske. Snov utrjujem in ponavljam z miselnimi vzorci, ki jih izdelam iz različnih barv. Zapišem si vse potrebno, kar moram vedeti o dani snovi. Saj si tako tudi sama najlažje razložim snov, ki jo potem še utrdim z učnimi listi. Vse zapiske nato shranim v posebno škatlo, kjer me čakajo do naslednjega učenja. Mislim pa, da je učenje delo, vztrajnost in razum. Če si stvari ne moremo razložiti enostavno, jih potem tudi ne moremo razumeti dovolj dobro. Preden se odločimo, katero tehniko učenja bomo uporabili, je zelo pomembno, da te tehnike tudi poznamo. Pomembno je, katerega čutila posameznik najbolj kvalitetno in sprejema določene informacije. In potem da se odločimo, katero tehniko učenja bomo uporabili. Se bolje sprostim med učenjem, poslušam mirno glas, me ne moti. Učenjem ne morem biti saj vedno hodim po sobi. Pred kratkim smo imeli gugalnik in lahko na njem zibam. V času epidemije in pa šolanja doma pa se tedenski ritem ni kaj doznje. Le da lahko učenje in spoznavanje novih razporedim po svoji in času. Pa se ne učim ves. Zadam si, ko se moram naučiti in naredim, imam pavzo. Ohranjam tudi s sošolci. Več slišimo preko videov. Sama ocena je neka lestvica, ki posameznemu učencu nekako kaže, kje je njegovo znanje, kaj vse zna in če mogoče kaj še lahko nadoknadi. Nikakor ne moremo enačiti te ocene za odlično oceno in meni, da je dobra ocena hkrati, kar za njo stoji znanje.